Torej, gospod Kordiš, vlada danes ni odločila ničesar glede podpore enemu ali drugemu predsedniku venezuelskemu. Kako vi to razumete in pa predvsem, kakšno je vaše stališče, vemo, ga lahko ponovite in zakaj je takšno? Ja, naše stališče ustraja na isti konsistentni liniji kot do sedaj. Za začetek treba je vedeti, da je vse, kar se zdaj dogaja v Venezueli, zgolj še ena izmed epizod ameriškega vmešavanja v zadeve Latinske Amerike z državnimi udari, z gospodarskimi blokadami, z destabilizacijami. Celo 20. stoletje je polno tovrstnih vmešavanj, od Nikaragve do Čila, tudi v Venezueli leta 2002 so poskusili z neposrednim vojaškim državnim udarom. In tukaj ne gre za izvažanje demokracije, kot svoje korporativne interese Američani radi pakirajo, ampak gre za to, da se polestijo največjih zalog nafte na svetu, kar je tudi nekaj dni nazaj odkrito povedal ameriški svetovalec gospod Bolton. Tako da tukaj v Levici ostro nasprotujemo imperialističnemu vmešavanju v zadeve držav globalnega juga. Vemo, do česa je to pripeljalo nekje bliže v naši soseščini, do česa je pripeljalo v Libiji, do česa je pripeljalo v Iraku. In zagotovo nočemo stopnjevanja konflikta, zaostrovanja in potencialno državljanske vojne v Venezueli. Navsezadnje pa tudi, kot se je izrekel eden izmed svetovalcev mednarodnih pravnikov, enega izmed vidnih koalicijskih politikov, tukaj gre iz vidika Slovenije, za priznanje Guaidoja, za morebitno priznanje Guaidoja za predsednika Venezuele, za legitimacijo ameriškega intervencionizma. Zdaj, ampak vlada vendarle utegne priznati prav to, Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele do demokratičnih volitev. Kakšno, če sploh bo potem sodelovanje Levice z vlado? V Levici ostro nasprotujemo priznanju Guaidoja kot venezuelskega predsednika. Mislim, da zato nima nikakršne legitimacije. Tudi to pomeni, da vlada žvižga po ameriškem nareku. Sicer sem pa na to temo se že včeraj vse izrekel. In kaj ste povedali, bi lahko ogrozili s tem sodelovanje z vami, vendarle vas potrebujejo? Dejal sem, da morda lahko pride do težav v sodelovanju Levice z vlado in to je vse. SD pravi, da tako ali tako vedno pogojujete z nečem. Kako odgovarjate na to? Jaz sem prepričan, da je antiimperializem in priznavanje suverenosti drugih držav temelj kakršnega koli mednarodnega ravnanja Slovenije in nekako bi to kazalo pričakovati tudi od vseh parlamentarnih strank v Sloveniji, torej ne samo od koalicijskih, ampak od vseh. Še to, oni se vsi tisti, ki so za priznanje Guaidoja, sklicujejo na to, da so ta hip razmere med tamkajšnjimi prebivalci katastrofalne in da za voljo ljudi, da je potrebno čimprej podpreti tega predsednika in s tem omogočiti čimprejšnje volitve, češ da se gre za ljudi. Mednarodne bombe nikoli niso še ničesar rešile. Kar lahko pripelje do rešitve krize v Venezueli je miroljubna pot, to, da sprte strani usedejo za skupno pogajalsko mizo in dogovorijo mirno rešitev spora. In to je tisto, za kar težimo v Levici. Da se prepreči nasilje, to je ključno. Z Maduro? Prosim? Z zdajšnjim predsednikom? Ne z Guaidojem? Tako, da se usede za skupno pogajalsko mizo. Se pravim, sprte strani se morajo usesti dol, se morajo začeti pogovarjati. Dialog mora steči, ker tega dialoga v tem trenutku ni in to je ključen problem. Hvala lepa.